Ja, tako pa smo že v drugem delu oddaje. Še vedno ste na vrsti, dragi gledalke, dragi gledalci, lahko nam pišete na našo številko oziroma nas pokličete in imamo na voljo še vse 3 nagrade. Morda vas bo zanimal drugi gost in boste poslali kakšno vprašanje. Z nami kot drugi gost danes pa akustični Dare Akustik. Dobro. Lepo pozdravljen. Ja, čau, tudi vam. Tam od davnega novembra lani se nismo videli v našem studiu, pa čisto tako sem v bistvu Fredija prvo vprašal, kaj je novega? Od novembra je novega, da je išel nov spot, Dekico smo se nazadnje menila, smo pa spromovirali, zaigrali parkrat še v živo. Se je prijela? Pa ne vem, upam, da ja. Težko je, na koncertih jih zdaj ni spet toliko, da bi lahko formalno oceno, ampak mislim, da je kar dober odziv. Pač, iskreno res, ko prideš, pa nekaj zašpilaš, pa če zaslišiš nazaj, da ti odpojejo, je že dober znak. Tako da bi rekel, iz tega, kakor sklepam, ja, je kar v redu. Če vse refreni znajo, je že pol kar, ne? Ja, ampak je zanimivo, ker tudi kitice, bom tako rekel, tisti, ko znajo v bistvu kar cel komad. Da bi se nekdo drl sem refren, še nisem slišal. Če zna cel komad, še njega pa pač ne zna. Ja, tako, ni glih neki eno, mislim, je eno ali pa drugo, ni tiste umestne. Tudi na Dekici bomo pol kasneje v koncu oddaje videla, ampak začetek smo pa že v bistvu videla tvoj nov izdelek. Zelo zanimivim imenom, Rjav uč, rjave oči v bistvu predvidevam. Ja, to sem že slišal. Zakaj niso rjave oči? Se bolj rima? Ne, ker pa bi pa rekel, da sem pa Brandyja kopiral, on ima pa zelene oči. Aha, sem zato. Ja, pa on je ljubil tiste zelene oči, jaz jih pa ne več, mogoče je zato. Zato, ker je, mislim, zanimivo je, da ljudem prav naslov pade tako v uč, kakršnekoli barve, naj si bo že ta. Mogoče je res nek tak malo pojemljiv oziroma tak malo igriv, malo drugačen. Mogoče to zato, ker je beseda uč noter, ker naben se nikoli ne rečeš človeku, ti imaš pa lepo oko. Rečeš, ti imaš pa lepe oči ali pa lep uč po naše podolensko. Ne vem, kako zdaj drugje po Sloveniji to dojemate, to besedo, ampak vsi razumemo, zakaj se gre. To je res, ja. Kaj si nam hotel pa s tem komadom sporočiti? Posebno? Tako je. Vsi komadi, vsaj pri meni, niso zdaj neki zelo zakomplicirani, vsaj ne tako več, kot so bili. Jaz pač govorim zelo iz osebnih izkušenj pa iz osebnih travm, ki so se mi zgodile. V bistvu izkoriščam komade zato, da to povem, ker mi je pa boljš. V bistvu, kakor da bi pisal pač dnevnik, sem, ker ga pa še poglazabiš. Tako da to, kar vse je noter, se je več ali manj res zgodilo. Ja, sem tudi kakšen že domišljijski komad napisal, v glavnem gre pa za čist resnične stvari. Seveda olepšamo z raznimi metaforami, pa z, ne vem, pa stvarmi, da pač naredijo potem vse skupaj malo bo vibrantno, bo živo. Tle se mi zdi, da je kar javno. Kaj je tukaj zgodba? Za rjavim učem. Rjav uč, ja, no to je zdaj zgodba že kar nekaj časa stara, ampak bila je ena oseba, ki je imela rjav uč, pa nisem to jaz, čeprav imam tudi rjave oči. V bistvu je, kako je zdaj točno prišlo do tega rjavega uča, prav te besede, niti se ne spominjam več. Ampak v bistvu, ko sem šel čez neko težko fazo, razni break-upi, pa to seveda se vsi jamramo kako so nas bebe prizadele, pa nekaj, kar je v bistvu, se sliši dosti klišejsko, sej tudi je, no vse zadnje, ampak čar je pa povedati to klišejsko stvar na nek svoj vrsten, suveren način interpretirati, malo drugač, ne? Se pravi, isto temu povedati drugač, tle nič drugega noter, kakor če bi pa domače rekel, zgodba ob tem, kako malo eno objavkujem, pa potem v bistvu se zavedam šele, kaj sem imel, ko sem zgubil, pa zdaj hočemo se narediti, da bo pač spet, ne da bo šlo nazaj, ampak da bo, zdaj se bom pač spremenil, sem se pa spremenil, čeprav v resnici vemo, da mogoče ni čisto tako, ali pa je do neke mere, ne, da ne bom sam sebe negiral. Govori v bistvu o tem, da v sprejemanju neke pretekle propadle, no, to je tako grda beseda.
v bistvu nekaj preteklega odnosa z eno osebo, ko v bistvu najprej greš čez te faze, najprej čez fazo depresije, pa žalosti, pa potem zanikanja, pa hočeš nazaj, pa prideš nekako slej ko prej do faze sprejemanja. In potem, ko to je tle, ne, ko sem že vse sprejel in sem samo v bistvu objektivno povedal, kaj se je zgodilo za nazaj takrat, ne. Se pravi, zaradi tega je v bistvu ni žalosten komad, ne, ko bi si lahko mislil, ja, pa če je nekaj, kar je bilo žalostno, bo žalostno. Ne, ker ni bil v tisti fazi narejen, ne. Ko v bistvu komad odraža zelo neko hecno, karikaturno pozitivo, ne, tistega, kar se je takrat dogajalo, ne. Pa kako jaz sebe sem mogoče videl znotraj tega dogajanja, ne. Tako malo bolj sem pogledal v tem komadu sebe kot ono, se sem tudi jaz kaj zafrknil, ne. Veš, ker zmeri si, ko se dva krega, da si misliš, pa saj sem on kriv, ona si misli, pa saj sem ti kriv. Čisto basta isto, ne, prispevala k temu metanju pač polen ogenj, ne. Tako da tle sem pogledal, kaj sem jaz mogoče narobe naredil, zdaj pa priznam, lej, se zavedam, vse čist drugače bo kot prej, dan ščupati lepo stoji, zdaj pa sem še svoje rjave oči odkril, pa bo vse super, ne, čeprav vem, da temu ni tako, but I'm fine with it, ne. Zdaj, bil si tudi pridni, si potem že kar video spot na Rihto, ne? Jo. Posnel si ga v nekem zanimivem okolju, od zunaj. Ja, pol spota je na Metelkovi, posnet ga v Ljubljani, pol pa pri meni v stanovanju. To je tisti v bistvu pri meni not, ne. Zakaj si se odločil za tako kombinacijo? Ja, to je bilo tako. Spot mi je delal Goran Mikić, Goks, kolega iz Novega mesta. In mi da smo v bistvu najprej mislili za en drug komad delati spot, ne. In ko sva bila pri meni, sva še tuhtala te ideje, ker nekako nisva bila na isti valovni, ali bi ali ne bi to. V glavnem in je rekel za hec, pa daj mi pokaži še kakšen drug komad. In mu pokažem, tega sem slučajno na playlisti, pritisnem play in on, tu, tega bomo šla delati. Dud, si zmešan, kako boš zdaj v enem dnevu se spomnil kar nekaj drugega, ne. Daj greva ven, vzemma stvari, pa bomo videla, kaj se bo zgodilo, ne. Neko vizijo imam, mi prav, lej, bova skupaj pol nekaj še pogruntala, ne, oziroma in sva šla ven, digitalcev na Metelkovo ob 6. popoldne, okej, prav, zdaj se tle postavil in smo posneli najprej kadre pri grafitih, tiste, ko ste jih videli, ne. Pol se spomnim, čakaj, kaj pa če bi bil mogoče malo bipolaren noter, pa bi bil v enih kadrih ful resen, ne, v drugih pa bi si trgalo, v tretjem bi bil spet depresiven, ne. Pa greva tu, pa mi eno reče, zdaj boš tle telovadil, zdaj boš tle skakal, ne vem kaj vse. Pol je bilo pa bistvo tega, midva do polovice posnemeva in smo bilo zmenjeno, da gremo ven žurat, ne. In reče, ampak zjutraj bova pa nadaljevala, kaj je pri meni prespal, ti znam, ne. Ne bom zjutraj delal nič, jaz po fešti zunaj, naslednji dan pač nisem operativno storilen, ne bom nič delal. Ja pa boš, točno to rabimo tebe. Ne bom, ja pa boš. Okej, zaključiva debato, zažuramo do 4 zjutraj, se zbudiva pač oba z kislim priokusom, po slabem vinu, čikih in pici, mi dva, citiram. Ja, in pol spijeva tisti kofe in on že s kamero začne skakati okrog mene, ne. Pa ga gledam, kaj ti je, daj ugasem to, ne. Ne, rabim te tečenga, rabim te mačkastga. Ne rabiš me, daj bova enkrat drugič. Ne, kar to delaj, ti vse delaj, jaz te bom pa snemal vmes. Okej, na živce mi greš, to veš. Ja, vem, ampak rabim, da si tečen. Okej, in me je model snemal medtem, ko sem jedel in piškote in ko sem si zobe umival in ko sem rekel, da moram pometati, sem šel pometati, ko sem šel, da moram sesati. In je vse to posnel. V glavnem, bistvo tega je, da je šel on mene avtentično res na živce, ko je to delal. In ti si z odporom to tudi započel, ne? Ja, ampak pol, ko sem pa pač zagledal zadevo, ker nisem vmes niti v procesu pač montiranja pa tega bil, ko sem zagledal pol na koncu, sem pa pol videl, okej, ne, zdaj mi je jasno, zakaj je to hotel nekako narediti, ker jaz nisem igralec, daleč od tega, jaz ne znam igrati, ne, pač. In če zdaj bi mi kdo rekel, zdaj pa ti zaigraj, da si živčen, ne, zdaj si lase pulam, da si živčen, pa da si tečen, pa ne vem kaj, se bi probal, ne, ampak bi verjetno zelo slabo se išlo. No, on je pa pač nekako pol naredil, da sem avtentično bil res živčen pa tečen, ne, in tu na kameri, na sliki se je to pol zelo resnično, ne, vid, naravno se vid, ne. Tako da, ja. Pol je pa to nastalo. A te je bilo kaj strah, recimo, ko si pričakoval izdelek, kako bo izgledal? Zelo, ker do zdaj ni bilo nikoli, da ne bi bil konstantno vključen v proces
nastajanja, česarkoli mojega, čez vedno sem zraven in skozi dirigiram to, kako mora biti, kaj ne sme biti, ne. Tle pa nič, ne. Tako da, ja, ampak zelo uredno sem zadovoljen, ne. Je to v bistvu manj skupaj projekt, ali ste že v bistvu prej pri prejšnjem spotu že skupaj? Ne, prvi, ja. Bomo pa še bo naslednji. Seveda, ne, zakaj pa ne, tu zaenkrat je kar delovalo, ne. Zdaj, predn gremo na oglase, pa vidim tule, da si prinesel s sabo kitaro in bomo izkoristila priložnost, pa boš ta spot zaigral za naše gledalke. Spot bom zaigral. Čakaj. Ja. Če želiš. Ja, kaj pa, če rečem, ne gremo pa direkt na oglase, okej. Potem pa gremo na oglase. Ali čem pa oglasih, a zdaj? Kaj gremo zdaj v akcijo? Ajde. Oglase bodo počali. Takole bom pa čim bolj razločno pet, da boste ja razumeli besedilo, ker je res bistvo pač v tekstu. Pa da vidimo. Je rekla, da je name pozabila, je rekla, da si drugega je dobila, je rekla, ej, pri meni še en par frišnih gat, je rekla, dej, pri tih prod večeru iskat, je rekla, da zdaj bolj privlačijo moj brat, je rekla, ne da se mi za tabo več sumprat, je rekla, da pred cel svet bo obkrožila, ti bo doma, pa žri svoja mamila, ker čist drugačen bom kot prej, nadej ne sedi in se nasmej, dan s čupati lepo stoji, odpri še svoje rjave oči. Je rekla, da sem undercover depresivc, a bilo res treba je iti vsak večer na par pivc. Je rekla, da premal poljubov bilo na njenu licu, ne sploh ni bilo dosti, če 5-krat na večer si me poklical. Je rekla, da ful se je trudila, je rekla, da že skoraj živce bi zgubila, da upanja ni več, le nova sla, ob prvi šansi si drugmu pač ušla, ker čist drugačen bom kot prej, ma dej ne sedi in se nasmej, da ščupati lepo stoji, odpri še svoje rjave oči, rjav uč, a oprosti zadnjič, spet modroval bi, a v življenju tega bo ni, najlažje kot vedno je napisati en komadič, primi lepe pozdrave z Ljubljane, odpiše uč, pozab na me, ker čist drugačen bom kot prej, ma dej ne sedi in se nasmej, da ščupati lepo stoji, odpri še svoje rjave, ker čist drugačen bom kot prej, ma dej ne sedi in se nasmej, da ščupati lepo stoji, odpri še svoje rjave oči, rjav uč, rjav uč. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja.
Za najboljše rezultate ne pristajaj na manj. The Nutrition, največja mreža specializiranih trgovin s športno prehrano v Sloveniji. Želite moderno in trendovsko frizuro? Bi želeli, da vas ostrižemo in pobarvamo po vaših željah? Če vse to želite narediti v udobnem in prijetnem salonu, nas obiščite v frizeraju na Fuš, kjer bomo poskrbeli, da boste od nas odšli z nasmehom. Nahajamo se v neposredni bližini City centra v Celju. Škarje so že pripravljene in čakajo na vas. Frizeraj na Fuš. Ja, tako, vsi, ki ste slišali Daretov komad, smo vam v bistvu med tem, ko ste vi spremljali glase, smo se dogovorili, da bo Dare zašpilo še en komad. Tudi jaz smo malo pomagal. Tako da pred komadom, ker v bistvu časa nam bo zmanjkalo, še bi se ti zahvalil, da si nas obiskal v našem studiu in te obenem tudi v bistvu prosil, če nas zaupaš, če te bomo recimo kaj v prihodnosti zdaj videli, pa na hitrico mogoče kakšno cilj za letošnje leto recimo. Ne, trenutno, mislim, bomo sigurno. Zdaj trenutno nimam nobenih napovedanih koncertov. Če so objavljeni na Facebooku, na moji strani. Zdaj že delam naslednji projektič. Zdaj sem se začela delati z Petrom Deklevo in bom naredila en single, no. V bistvu on mi bo aranžman naredil, še featuring bo bil zraven, tako da zdaj je ta zadeva v pogonu, tako da zdaj to je nekako naslednja faza. Se dogovarjam za nek koncert v Izoli, tako da ampak to je zdaj še malo v zraku, bom videl, če bojo potem se odločili. V naših naslednjih oddajah oktobra bo že bil dosti materiala, ne? Ja, absolutno. Mislim, vsega je skozi zadost, sam časa je vedno premalo. Nažalost. Žalujem. Ja, nič, te pa greva še v zadnji komad. Ja. Potem pa počasi zaključimo z našo oddajo. A kar odšpilam ali kaj čisto, tako, brez pričakovanj. Okay. Brez pričakovanj. Okay. Kar bo pa bo. To je en tak mal bolj drugačen, ko se mi glih da govoriti. Pa še imam tle zraven spremljevalni vokal. Ja. Tudi če ste doma gledate, morate se zraven zadrt, bo full efekt naredilo. Tako da probajte to. Ja. Rad bi zabavo, rad bi ta pravo, rad bi zabavo, rad bi ta pravo, rad bi ta pravo. Sem zjutraj pijan, prišel domov, pogledal se v ogledalo, se nisem spoznal, kako se mi ne da sam zaspati. Rakija in vino kot kvazi južnjaki, da. Hudi večer, hudi bil dan, življenje nima smisla, če preživljam ga sam. Lepi bil trenutek, ko me je ovila, bežno me pogledala in me je prevzela, da sem zdaj čisto srečen v življenju, večen sem malo tečen, če bom sedaj spr, jasno se sabo, če se le strinjam, za lastno utvaro je že tako. Življenje je fajn, pogled spekljaj, ne pust se in le znajdi se, ostani zvest, si veri to, da tvoj uspeh je že prišel. Možgani, bosa, politika in mala nova lastna kritika. Preradi sekirajo me, danes si mi lepa, a do jutro te pozabam, imaš fanta. Nimam punce, nima veze, nimam cajta. Njene ogledala, da se prepoznava, minila leta so, a še zmer ostajam in njen von. In rečem, rad bi zabavo, rad bi ta pravo, rad bi ta pravo. In rad bi še tvoje oči, naj čakajo me, ko sonce pogleda te in te zbudi. V deželi naš je harmonika, ljubezni glas pod Alpami, narodno zabavna, le na to še folk nori. Čin in ustence so se približale, so se nasmihale, so se našobile, so se pogledale. Lepi
Ljubila si, verjela me je, povlekla me k sebi. Kako si zdaj, kaj mava kaj, se ne splača nazaj, če se mava fajn, zavedam se, nevarno je, kot fiki na sevniku in obratno. Plameni so vse, so strasti, nevarno se zdam se prepustiti, objet, poljubite, iskren do tebe biti. Ni mi zanimivo, če zgubim te, ko si blizu in končno pojem pravi ton, svet na ignor. Le pazi, ko prilagajaš se, da strast ne bo prisila. Pozabi navodila od ljudi, ki ne maraš jih. Reci, rad bi zabavo, Bi zabavo, rad bi ta pravo, rad bi ta pravo, rad bi še tvoje oči, naj čakajo me, ko sonce pogleda te in te zbudi. Muzika je miselna vadba, aerobika, mistična svadba in antilogika. Spomnim se glas te poti v Kranj, vse tja kar nazaj, bilo je malo too much. Sem videl v mestu, sem šel na kavico, sem spil si pivico, pogledal sem deklico, čaki mal stop. To je druga zgodba, gremo puf v realnost. Prišla si z neba, rada bi v drug kraj, na smeh pa v oblakih še za 3 leta nazaj. Kako si bila prelepa, ti si se mudila, da čakam na trenutek, da se bova pomenila. Ne znam korejsko, a znam odpet, na tvoj nasmeh tudi poletet. A ljubosum je čudna stvar, obstajaš le v svetu prevar, če misliš, da si edina na svetu, če misliš, da bom nekoč pobegnil, dokler hodam k tebi domov. Rad bi tam ostal, le reci, rad bi zabavo, rad bi zabavo, rad bi ta pravo, rad bi ta pravo, rad bi še tvoje oči, naj čakajo me, ko jutr grem k tebi. In reci še enkrat, rad bi zabavo, rad bi zabavo, rad bi ta pravo, rad bi ta pravo, in rad bi še tvoje oči, naj čakajo me, ko jutr grem k tebi na lepši potep.